Vabimo vas na Gorenjsko, kjer si je svoj dom na ranču ustvaril lesarski mojster, ki s svojim poslanstvom nadaljuje dolgoletno družinsko tradicijo. Kot se za pravega mojstra spodobi, si je uredil dom v objemu lesa in sicer v tradicionalnem toplarju. Ranč ob gozdu na Gorenjskem stoji na robu rodovitnih polj in travnikov. Lastniki so že skoraj 60 leti povezani z mizarsko obrtjo in obdelavo lesa. To je zgodba o očetu, ki je odraščal skupaj s konji, in sinu, ki je ljubezen do lesa in konj podedoval. Gospod Ovsenik, kako ste se vi odločili, da ste tlele v tem idiličnem okolju se odločili postaviti ranč s toplarjem? Če čisto prvič povedal, cel dan, cel noč, cel teden, cel mesec, cel let, sam tišlerija, sam mizarstvo. Pa povsod smo letali, po cel Jugoslaviji smo bili takratni. In sem rekel, tole pa jaz moram malo prekiniti tale način življenja. Pa sem pa imel pravzaprav srečo, da sem ta kompleks dobil v enem kosu in to sem naštimal. Kone sem operat. Že doma smo imeli kone, sem iz kmetov doma. Pa sem se odločil za to, pa najbolj je prijazna žival to, ne. Tako je bilo tudi, doma je bilo dosti vzga, ropotanja pa vzga, ne. In sva se hotela malo umakniti in takrat, ki je tole kupil, je rekel, zdaj pa greva mi dva v akcijo, pa greva gledati kozovce, bi jaz kozovce rad kupil in sva šla v Šentjerneja, ne, sva šla kupiti jih in dol sva dva dobila. In sreč tudi enega tesarja, ki to nam on naredil vse, ki zna, so prišli postavili enega, pa so postavili drugega. Medtem je pa tle začel mož še hlev spodaj zidati, ne, povrh je terasa, potem je pa začel nabavljati kone in prvič je šel v Đakovo kupiti in je kupil dol dva kona. Eden je, bom še zdaj se usmešno, ampak res, je prišel tle na tale dvorišče, to je kar žvižgal, tako je bil živ, veste. Vmes je pa hodil še ob nedeljah na Bolšaka, da je to starino tudi zbiral. Odkot pa ta strast zbirateljstvo, strast do starin? Veste, kako je, po poklicu sem mizar in imam rad vse izdelke, ker vsak izdelek je po svoji lepota. Posebej pa stari znanci, stari mizarji, se nikoli modil, koliko morajo narediti, sam da je naredil kvaliteto, pa dober. To mi bo to najbolj všeč. In tudi iz tega smo se pač tudi malo doma učili. Toplarja, ki ju povezuje spodnji del s konjušnico, sta prava poezija lesnih vrst. Ogrodje sestavlja neuničljivi hrast, ki uspešno kljubuje času. Ostrešje je izdelano iz bora. Za preostale elemente pa so uporabili smreko. Prav toplina lesa je prepričala tudi sina Domna, ki danes nadaljuje družinsko obrtniško tradicijo in si je tukaj uredil dom. Katarina in Domen, živijo. Domen, najprej mi povejte, vam je bil les na nek način že položen v zibelko, ne? Zdaj ste že kot otrok radi skakali okrog očeta in delali z lesom. Ja, res je. Koliko sem za sebe vedel, ko sem lahko, sem že shodil, sem počasi začel racati za očetom, seveda on je zelo hitro hodil, tako da sem mogel tudi jaz za njemu zelo hitro iti. Je pa tudi res, da sem do 11. leta živel in užival super otroštvo pri starem očetu, pa stari mami, pa stricu na kmetiji. Zato mi tudi kmetija ni tuja. In vedno sem si tudi želel, po drugi strani, če ne bi bil mizar, bi bil tudi kmet. Življenje obdano z lesom je zelo toplo. To, če ne živiš v temu, če ne funkcioniraš v samem lesu, težko to zastopaš. Ker je zračenje prostorov, toplota prostorov, ko hodiš bos po lesu, je čist druga toplina od vsakega betona, od vsakega cegla. Kakšna je pa zgodba, da je ta ranč postal tudi vaš dom? Med covidom smo prišli na vikend, ki je bil vikend mojih staršev. Pol smo pa počasi videli, da nam tole zelo odgovarja in smo kar tukaj ostali. In smo se počasi odločili, da bomo tukaj živeli in bomo to seveda tudi obnovili, restaurirali, renovirali. Ampak žal je Kovačeva kobila, ker sem mizar vedno več ali manj bosa in ko prideš domov, utrujeno do projektov, razmišljaš, sanjaš, kaj boš naredil, ampak to odklanjaš za drugi čas, ko pride, ko bo malo več časa.
In kako zdaj izgleda en tak tipičen dan tlele na ranču? Moj dan se začne zelo tiho. Najprej grem z psom v gozd, se sprehodim po rosni travi, Velik srnc vidiš. velik srnc, melodija gozda. V bistvu zjutraj nas srne pozdravijo, ko gremo v službo, če smo bolj zgodni. Zvečer pa, ko se večeri, imamo na tem polju po 40 srn. a ne. Tako pestro, kot je dogajanje v okoliškem gozdu in na sosednjih poljih, je tudi domovanje naših gostiteljev. Tu ne manjka spominkov s potovanj in starin, nekatere med njimi segajo vse do Napoleonovih časov. Kakšna je zgodba Domen, recimo tele sedežne garniture oziroma tega kavča, na katerem vi sedite? Tako aristokratsko se počutim. Zgodba je sledeča. Pot Istanbul, Beograd med prvo in drugo svetovno vojno. Beograd, Ljubljana po drugi svetovni vojni, potem je to v Ljubljani bilo nekje spravljeno, potem je prišlo to k nam, seveda v drugi tapiciranju, v drugi barvi. Mi smo to dol očistili, pobarvali in ponovno dali tapicirati. Kaj pa tale mizica? Gotovo je ta nekaj Ta posebnega, mizica ne? je tudi fina zgodba, bom povedal kratko. Kupljena na Dunaju, pripeljana je bila iz Španije, stara mora biti pa cirka zdaj le 100 let ali pa po moje 110. Kaj pa osrednja jedilna miza? Srednja jedilna miza je bila narejena v naši delavnici in bila pa smešna zgodba, ker smo prinesli mizo not, se je usedla njegova mama za mizo, je pogledala sina in je rekla, čuj, premala je. In potem smo mi naredili večjo, to sem pa jaz dal za rezbart. Slika rezbarjena, noter je pa Gaspari, ples, motiv je pa ples. In je tipična 1:1 narejena ročno delo. Posla v spalnici pa tudi stara, to je bova rekla konec 19. stoletja, zadnja četrtina 19. stoletja, je bila že bila prej velika posla za tiste čase. Že takrat je imel jogi 1x2 metra, jaz sem te dve posli združil skupaj in seveda smo dali nove dobre jogije gor, novo podlago, osnova pa ostane. In mi ne gre, da bi kupil, naredil drugo poslo, novejšo poslo, mi ne gre. V spalnici imamo pa specialno omaro, ki sem kar ponosen na njo, ker je to Napoleon I. In takrat, ko je moj oče kupil v Parizu ogromen slik, je ostal na kamionu še malo prostora. Iz tega časa je, ali kaj? Iz tega časa je. In je ostal še malo prostora in je še to omaro takrat prinesel domov. Pogled pritegnajo tudi številni angelčki na steni v dnevni sobi, ki so Domnu še posebej pri srcu. Prav tako ne manjka spominkov, ki jih je par prinesel s potovanj. Katarina, ste vi kdaj prešteli vse te angelčke, ki jih imate v... Ne, nisem nikoli preštela, ker vsak dan pridejo novi. Tako. Aha, to je... Pa tudi grejo, a ne? Pa grejo in tudi pridejo. grejo. Ampak odkot, kaj je zdaj ta strast do starin, ali pa konkretno do angelčkov? Začel se je tako, ne? Oče je to zbiral in ko si že od samega štarta zraven, tudi tebe to potegne, to je določena strast. Ne? Konkretno na angelčke so pa tako lepe figurce, pozitivne, pa vsak je po svoje zanimiv, vsak je lep, to mi je pa kar pod kožo zlezel. Kako je živeti s toliko angelčki? Ja, kar zanimivo. Drugače, vsak angelček ima svojo zgodbo, vsak angelček je prenešen od nekje drugje. Tako. Tako kot vsaka stvar tukaj na ranču, v stanovanju ima svoj kotiček in svojo zgodbo. Domen pravi, da bo pred vhod toplarja kmalu postavil renoviran lesen kip svete Katarine, zaščitnice modrosti in močnih žensk. Pa kdo ve, mogoče pa bo kip dobil prav posebno mesto tudi zato, ker se doma že zdaj vse vrti okoli njegove Katarine. Les, živali in spoštovanje tradicije so trije sopotniki, ki skupaj tkejo zgodbo tega ranča. Toplar ni le kmetijska stavba, ampak srce družine, kjer se les kot večen gradnik prepleta z življenjem in ohranja duh tradicije, ki živi naprej.